V notranjosti Senata Združenih držav Amerike so marmornati stebri, govori, pravila in politične razprave, ki oblikujejo smer ameriške politike. Toda v isti dvorani, kjer razpravljajo o vojnah, proračunskih zakonih, kandidatih za vrhovno sodišče in osnovnem vprašanju, ali naj zvezna vlada še naprej deluje, je tudi miza polna sladkarij. Senatna miza s sladkarijami je morda najbolj poštena in nepolitična institucija v Washingtonu. Tradicija se je začela s senatorjem Georgem Murphyjem iz Kalifornije, nekdanjim igralcem in plesalcem, ki se je senatu pridružil v 60. letih prejšnjega stoletja in je bil znan po tem, da je imel svojo mizo vedno založeno s sladkarijami. Murphy je imel rad sladkarije in ker je bila njegova miza blizu enega najbolj prometnih vhodov v dvorano, so drugi senatorji pogosto hodili mimo in si postregli. Ta tradicija v senatu se je začela na enak način, kot se povsod začnejo pisarniške drame. Nekdo je prinesel prigrizke in nenadoma so vsi vedeli, kje se zadrževati, ne glede na strankarske razlike. Murphy je senat zapustil leta 1971, vendar so sladkarije ostale. Sčasoma je miza s sladkarijami postala neuradna uradna tradicija. Senatorji so tam sedeli in z veseljem prevzeli nalogo, da predav ostane poln. Drugi senatorji so iz nje jemali sladkarije. Sčasoma pa so senatni zgodovinarji začeli spremljati, kdo nadzoruje mizo s sladkarijami. Meni so dodelili mizo s sladkarijami v 119. sklicu kongresa. Pred mano jo je imel Todd Young, ampak on je iz Indijane in kdo ima sladkarije iz Indijane, jaz ne vem. Nekje v senatu ima en zakonodajalec vse običajne odgovornosti funkcije. Glasuje o nacionalni varnosti in sedi na zaupnih sestankih. Predstavlja milijone ljudi in prav tako mora poskrbeti, da lahko nekdo z drugega konca hodnika dobi čokoladico med glasovanji. To je moč.